Spoštovani gospod predsednik, najprej še enkrat iskrena hvala za vašo podporo. Letos s ponosom ponovno sprejemamo vaše častno pokroviteljstvo. Listino o častnem pokroviteljstvu bosta v imenu ustanov pobudnic prevzela gospod Marko Kravos, predsednik Društva bralne značke Slovenije, ter gospa Sabina Cvitar, predsednica Bralnega društva Slovenije, ki uvaja. Spoštovani gospod župan, gospe in gospodje. Najprej bi se želel zahvaliti, da ste me povabili, da letos s častnim pokroviteljstvom dodatno spodbudim vse, ki se trudite dvigniti raven bralne kulture v Sloveniji in dosežkov. To je zelo pomembno. Zdi se mi, da vse bolj in bolj, zlasti v času novih tehnologij, ljudje razumemo branje, zlasti branje knjig kot privilegij, ki je dan le tisti, ki imajo ogromno časa. To se mi zdi spoznanje, začenjamo deliti s svojimi otroci. Ja, mislim, da to ni dobro, da smo vsi, nenazadnje tudi kot starši, dolžni, da svojim vlastnim ravnanjem, zgledom, navdahnemo svoje otroke, da razumejo knjigo kot privilegij v najbolj žlahtnem smislu besede. Ne kot privilegij, ki je dan samo tistim, ki imajo ogromno časa. Zato sem zdaj tukaj tudi nekako v tem svetem kraju prispovedi in priznam, da poskušam tudi sam zavestno spreminjati svoje in bralne navade in druge stvari povezane s knjigo. V zadnjem času znova sinom enkrat na mesec obiščeva knjigarno in kupiva knjige in potrudim se, da kupim knjigo, ki običajno ni predmet mojega zanimanja. Kajti, ne vem, kako je z vami, pri meni je tako, da če se posežem po knjigi, in to seveda naredim strašno rad, posežem po točno izbrani, vnaprej željeni knjigi, medtem kot tiste knjige, ki bi me lahko svojo zgodbo, izpovedjo, sporočilnostjo fascinirale, nekako puščam ali v knjižnici ali v knjigarni, vsekakor daleč stran od mene. Knjige so ravno zato, da nas zapeljejo v svet, ki ga morda prej niti nismo poznali, nam dajo neke navdihe, ki nas sicer ne bi spreleteli, nova spoznanja, za katera sploh ne bi vedeli, umetnost črk in besed v literaturi in v poeziji, ne se pri spovedi tudi pohvalim, zadnji sem končno vzel tudi poezijo v knjigarni, Toneta Pavčka. Vedno v mojem življenju sem mislil, da je Simon Gregorčič moj najljubši pesnik. Potem pa s časoma, ko sem zdaj v zadnjih letih hodil na prireditve in sem tja svoj govor želel, ne vem, nekako sem čutil potrebo, da bi ga podkrepil s kakšno poezijo in je vedno prišel naprej Tone Pavček in sem sklenil, da si zaslužim kupiti Toneta Pavčka zbrane dela. No, hočem reči, da se moramo najprej sami vprašati, tudi kot starši, kot posamezniki, kako sami ravnamo s knjigo. Jaz sem pač povedal, da se mi zdi, da jo jemljamo kot privilegij v slabem pomenu besede, da jo moramo imati kot privilegij v najbolj žlahtnem pomenu besede, tako kot ste rekli vi, čudovito, kot vam je prišel na misel, ko ste se vozili iz Trsta, besede nas zdaj povezujejo slovenski jezik že pol tisočletja. Ne gre samo za neko moralno dolžnost, da ga ohranimo, ampak to čudovito možnost, da v njem prebiramo, tudi v tujih jezikih, zakaj ne, jasno. Knjige pa nam dajo možnost, da se nekoliko bolj zberemo kot ob spoznavanju sveta skozi druge medije. Drugi mediji so veliko bolj komod, ne zahtevajo toliko osredotočenosti, knjiga pa. In ravno v tem je tudi njen čar. Nekako bolj zrasemo s tistim, kar doživljamo skozi branje, kot morda skozi kakšne druge utrinkanje, da bi druge umetnosti kakokoli podceneval. Bilo mi čast, da sem tudi letos pokrovitelj tega spodbujanja bralne kulture in upam, da ste uspešni tako. Srečno.